pozdrav zopet na novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec na ročice in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni zmeri, ko prije nov vlog ven. Kaj se danes dogaja? Na parceli smo vkopavamo koruzo in sicer koruzo, ki smo jo presijali. Se pravi, vrane so nam naredile škodo in smo mogli še enkrat sijati. Tako da zdaj je to prvo vkopavanje na tej koruzi, medtem ko druge so že vse dvakrat vkopane. Tako da to je to. Kakva je situacija? Bomo skočili ven s traktorja, povedali, zakaj se gre. Drugače pa, ja no, imamo za vkopati zdaj 3 hektare koruze in pa še neki soje, ko nam je od zadnjič ostali, tako da tole bomo danes imeli v planu. Pol bomo pa videli, kak bo situacija naprej. V glavnem, ja, dajmo štartati, naredimo eno akcijo, pa ja, gremo, gas. Evo ga, tule smo se zdaj ustavili, da vidimo v bistvu kakva je situacija. Malo sicer veter piha, tako da upam, da se bo dobro slišali. Drugače pa ja, obrnemo kamero okoli. Zdaj, tukaj vidimo, da je koruza v bistvu dosta razrečena. Zakaj? Tako sem že prej omenil, najprej so bile vrane problematične, zdaj, ko smo pa drugič sejali, so pa strune vzele svoj delež. Tako da v bistvu vidimo, da je kar pomanjkanje vmes. Tu pa tam je sicer Kera še kazala, da bo, ampak jo je zmanjkalo. Tako da dejansko je kar razrečen posevek. Ampak, če pogledamo, je koruza zelo velika, plevel pa zelo nizek. Zakaj se je to zgodilo? Zaradi tega, ker so bili v bistvu dobri rastni pogoji, vlage je bilo dovolj, toplo je bilo, tako da je v bistvu koruza fest hitro potegnila. Za plevele pa ni bilo dosti mokro, recimo, da bi tukaj hitro štartali, tako da je koruza imela kar prednosti. Zdaj v tej fazi pa to več ni problematično, zaradi tega, ker jo bomo okopali. Ko jo pa okopljamo, dobimo pa veliko prednost pred pleveli in bo koruza v bistvu kar hitro poštartala in bo nabila senco. Tako da na tej parceli in pa tudi na tisti, ko smo jo, še drugi, ko smo jo presijali s pleveli, sigurno ne bo težav, ker kot vidimo, tukaj v vrsti ni več nič zelenega tepiha, tako kot je bilo na zadnje na prejšnjih parcelah. Ampak zakaj je bilo tam tako? Zaradi tega, ker je bilo mokro, hladno, še toča je bila vmes, tako da koruza v bistvu ni mogla nikamor rastiti, plevel je pa zaživel. Tako da, ja, vidimo, kakva je pol res velika razlika. No. Tako da, to je to. Ja, najbolj se kar lotimo naprej posla. Jutro rečejo, da bo nekaj padavine že, mogoče, bomo videli, tako da je treba to obvezno danes narediti. Da ne bomo kaj zamudili. Ja. Je pa tudi fajn, ker je koruza mečken večja že. Lahko gremo tudi malo hitreje, tako da delamo prvi direktni 4 na uro približno. Tako da je v bistvu prav fajn zadeva. Imamo pa seveda v uporabi diske, ker ni pa toliko visoka, da bi jo lahko že usipavali. Tako da to je to.
Zdaj smo šli pa na vmes še okopati koruzo, ko smo jo okopavali čist na začetku letošnjega okopavanja. Tako da preden smo šli za nas okopavati, smo tole okopali. Tako da, ja, no, zanimivo videti napredek, sicer je veliko plevela, sploh kaj se tiče ljulke je dost, ki je bila že samo v setvi, ni bilo čist 100% dobro pripravljena. Tako da, ja, no, tukaj se to pozna, drugače pa škoda tudi od strun, se vidi, da manjka vmes koruze, načeloma pa tam na manjši parceli se tudi posnel, je pa kar lepa, no. Tako da, če vzamemo stran strune, pa tole ljulko, bi znala biti tule kar lepa koruza, smo jo pa okopali, evo ga zdaj drugič tule, tako da še kar dober efekt. Tako, evo ga, tisto parcelo smo rešili, zdaj smo prišli na še zadnjo, ko imamo za okopati, ko smo jo tudi presijali. Če se spomnite, tukaj ni bilo nič, tukaj so dejansko vrane spraznile komplet vse, zdaj je pa lep gost posevk. Ampak je še majčkeno premokro tule, tako da bomo mogli še kak dan odstati. Verjetno bomo počakali zdaj te padavine, ko pridejo pa pol kasneje. Tako da, nimamo kaj, no. Zdaj se vrnemo domov, itak je ura že počasi zauštalo, tako da bo direkt za fujtrat, da poštivamo še tist. Pol je pa to. Jutr nas pa čaka ena zanimiva zadeva in sicer gremo na en demo. Najprej bo sicer tekmovanje z BCS kosilnicam, potem pa še demo košnje skozi čas, tako da bo kar zanimivo. Gremo pa v Ivančno Gorico, tako da po pestro bomo kaj posneli gor, pa da vidimo, kaj se nam pripravljeno. Ampak še prej pa zaključimo na naš dan, tako da pejmo. Kot vidite, je za nami veliko mehanizacije. Danes smo se sicer odpravili v Ivančno Gorico, kjer je Društvo podeželske mladine Kalček organiziralo v bistvu nek dan tehnike. Prikazali so košnjo in to od samih začetnih faz, se pravi stare kosilnice, vlečene s konji in pa potem do tudi sodobne tehnologije, kjer smo videli res od do vse, tako da fajn so se potrudili, razpravljali okoliške kmetije in pokazali, kaj dejansko premore vse kmetijska mehanizacija. Poudarek je bil sicer na spravilu sena oziroma košnji in spravilu sena. Zraven so pa pokazali še v bistvu tekmovanje z BCS kosilnicam, ki smo ga mogoče majčkeno zamudili, tako da nismo mogli posneti zadeve. Potem pa se pravi vse od do. Zdaj pa nas čaka še majčkeno
pogostitve, se pravi še mečkem pojemo, tako da predlagam, da se predstavimo kar v senco. Bomo pa še malo tudi pokazali mehanizacijo v tem videu, tako da uživite, poglejte si, pa mogoče še kak komentar na koncu. Tako da, evo ga, tukaj pa že mladobudni član kalčka, tako da, ja, imamo kaj, poglejmo si, akcija. Takole, kalčko dogodek je bil za nami, res so se potrudili, neverjetno lepo je videti, kako se v bistvu mladi povežejo, pa nekaj dobrega speljejo skupaj. Tako da, ja, no, marsikaj je bilo za videti, lepo pripravljen program, tako da predlagam, da naslednjo leto pridete še vi pogledati, no. Da nas bo še malo več, pa da bo še bolj zanimivo. Tako da, ja, to je to za ta vlog, tako da mi se vidimo naslednjič. Uživite, ajde, čau. 3, 4. Kdo drug kakavšk, ne?